Lep in prijazen dan vam želim iz Kopra, natančneje iz Muzejskega trga, ki je v neposredni bližini Luke Koper, in tukaj vidite gradbene stroje, ki v bistvu pripravljajo to območje za parkirišče z 400 parkirnimi mesti. No, in ta objekt, ki ga vidite tukaj, je zbiralnik vode, ki je bil osnovni zbiralnik mesta Koper pred veliko leti. Danes pa je to spomenik, ki ga bodo, ne boste verjeli, porušili zato, da dobijo 400 parkirnih mest. In še ena stvar, zanimivost, ki jo lahko pokažemo, da so ti zbiralniki vode imeli tudi tako imenovane podzbiralnike, in zdaj, ko rušijo, odkrivajo marsikaj. No, to je en od podzbiralnikov ali pa manjših zbiralnikov vode. In zanimivo, da to pristojne na občini nič ne moti, da uničujejo tako veliko kulturno dediščino mesta Koper, pri čemer pa v bistvu velja, da to ne moti tudi, ne boste verjeli, Ministrstva za kulturo in tudi pristojne v vladi. No, ampak danes je pač tako, da v bistvu vse podleže kapitalu, in seveda so se odločili, da bodo namesto znamenitega parka, ki bi lahko tukaj bil, naredili po porušitvi tegale res zanimivega zbiralnika vode 400 parkirnih mest. In zdaj recite, kdo je v tej državi, kot vedno ponovim, ko snemamo nek prispevek, da dovoli takšno poseganje v kulturo ali pa kulturno dediščino naših prednikov. Seveda, morda zato, ker v bistvu vodijo to državo kulturi neprivrženi in nesposobni ljudje. Če sem prav razumel enega od obiskovalcev, naj bi v tem zbiralniku lahko zbrali za mesto Koper celo 25.000 litrov vode. Tudi če ni toliko, kot je rekel gospod, je stvar res, milo rečeno, sramotna za našo kulturo. In tu lokalna samouprava ne bi smela imeti nikakršne pravice, da odloča, da se kršijo takšna kulturološka pravila, ki uničujejo preteklost naše države, naših mest in seveda dosežke naših prednikov. No, to je bil kratek utrinek iz Kopra. Več o tem pa bomo pogledali tudi v sejo Koper, če bomo uspeli dobiti podatke, kaj vse je bilo tukaj nekoč, kar bo zdaj postalo garažni prostor. Lepo se imejte in uživajte v kulturno neurejeni državi.